Ujeti ponujeni trenutek je tisto, k čemur izobraženi ali ljubiteljski slikarji stremijo na ekstemporih. In tako je bilo tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer so se letos odločili, da ga vnovič pripravijo. Ob bok tradicionalnim in širše dobro znanim kiparskim kolonijam s priznanimi avtorji, ki so jo letos prav tako pripravili po nekaj letih premora, in razstavam se tako postavlja ekstempore, ki so ga letos spet pripravili po letu 2005, sicer pa je bil to že 5. Z udeležbo smo zelo zadovoljni, saj smo ta ekstempore nekako organizirali s strahom, bo ratalo, ne bo ratalo. No. Potem, ko smo le dobili nekaj sponzorjev, smo se okorajžili in povabili slikarje, tako da udeležba je kar lepa. Na udeležbi je 15 prijavljenih, ki so tudi vsi prišli. Od tega ena akademska slikarka in pa celo mednarodna udeležba, gospod je prišel iz Zadra. Torej 15 je relativno velika številka, seveda tudi organizacija je pač prirejena tem, dogodku po številu ljudi, kar je pa tudi nek finančni zalogaj in je treba, času prilagoditi to število. V likovni sekciji Kulturno-umetniškega društva Dolenjske Toplice, ki jo od lani uspešno vodi zelo dejavna domača ljubiteljska slikarka Reska Arnuš, so se odločili za poljuben program. Vsak udeleženec je sam izbral temo, na katero je ustvarjal. Osnovni namen je prinesti v Dolenjske Toplice malo več tega kulturnega življenja in želimo tudi pri Kulturno-umetniškem društvu tudi to likovno dejavnost malo bolj razširiti. Danes umetniki slikajo sami po svoji želji, karkoli hočejo, od abstrakcije do krajine, vedut, lahko tudi kaj iz spomina, z glave. In tako so Dolenjske Toplice, predvsem pa zdraviliški park, kjer smo v naš objektiv ujeli kar nekaj udeležencev, predstavljali navdih za ustvarjanje. Danes bom iz tega okoliša, sicer ni prav iz Dolenjskih Toplic, ampak imam namen ustvariti sliko Soteske, gradu porušenega. Jaz pa ustvarjam topliško košenica, njive, pokrajina v glavnem. Tudi sicer so motivi pri obeh sogovornicah različni. Največ arhitekturo, pa tudi krajine, cvetje. Največ pokrajine, kakšne stare domačije, rože. In takšna srečanja so kot nalašč tudi za odkrivanje novosti. Drug od drugega se namreč veliko naučijo. Zelo mi je všeč, ker hodim na številne ekstempore in kolonije in uživam v tem. Pri vsakmu vidiš nekaj novega. Zelo me veseli in sem ponosna, da se kaj takega dogaja v Dolenjskih Toplicah. Je verjetno prijetneje delati v družbi? Zelo, zelo rada delam. Skoraj raje kot samo zase. Dela, ki so jih udeleženci ustvarili na tokratnem srečanju, so sicer odnesli s seboj vsak v svoj dom, a jih bodo kmalu prinesli nazaj. 4. decembra bodo namreč motivi, ki jih je navdihnil zdraviliški kraj na obronkih Kočevskega Roga, s številnimi zanimivostmi in nepozornim očem morda manj opaznimi detajli, na ogled vsem, ki bodo obiskali tamkajšnji kulturno-kongresni center. A tudi do takrat člani likovne sekcije, 6 jih je, ne bodo počivali. Za letošnje leto smo nekako previdno, ne preveč široke plane in jih poskušamo, vsaj do zdaj smo jih realizirali, tako da smo imeli že eno skupinsko razstavo tukaj v Kulturno-kongresnem centru, 2 še vedno se učimo, 2 slikarski delavnici, no ta ekstempore z razstavo bomo gostovali tudi v Semiču. Delajo predvsem dobro in dosti, imajo vsakomesečno likovne, posvetovanje z svojim mentorjem, gospodom Jožetom Kumrom, in približno 3 razstave na leto kot likovna sekcija. Vmes pa ima še vsak svojo razstavo pač individualno po celotni Sloveniji. In tako širijo svoje znanje, pridobivajo nove izkušnje in ime kraja ponašajo po Sloveniji in širše. Dober glas namreč seže v 9. vas in še dlje.